SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav in dobrodošli v novem aktualnem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Do konca marca še lahko oddate svoj podpis, če ga seveda želite in če se s tem seveda strinjate, da bi bili mobilni telefoni v slovenskih vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah prepovedani za učence in dijake ter dijakinje seveda. Ampak tisto, kar je bolj pomembno, je, kako ti mobilni telefoni vplivajo na naše otroke v osnovnih šolah, kakšno vlogo imajo pri razvoju, pri odraščanju in kdo to nadzoruje, poučuje ter kaj pravzaprav se z njimi, s telefoni in z otroki dogaja. O vsem tem bom govoril s 3 gosti v našem studiu. Debata verjamem, da bo zelo zanimiva že zato, ker smo si vzeli kakšno minuto, preden smo se usedli sem in so pogledi na rešitve ali pa na težave zelo različni in tako je tudi prav. Najprej pozdravimo Laro Romih, en lep pozdrav. Živijo. Prepustim ti ta naziv, zato da ne bom povedal kaj narobe. No? Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije. A lahko rečemo, da govoriš v imenu teh svetov staršev, da se načeloma strinjate po vsej Sloveniji? Tako. In pa 2 profesorja, vsak svojega konca, pa ne samo zato, ker je eden iz Ljubljane, pa drugi iz Maribora oziroma obratno. Jaz sem Mariborčan. Tudi Mariborčan, 2 Mariborčan. Sebastian Kristovič, en lep pozdrav znova v našem studiu in pa Dejan Verčič znova en lep pozdrav. Ja. Kje začeti? Morda najprej, Lara, pri tebi in pa pri tem pozivu podpisnikom, zakaj je pametno to podpisati oziroma zakaj želite, da bi bilo podpisov dovolj, da bi se o tej temi začeli še bolj resno pogovarjati in sicer, da mobilnih telefonov v osnovnih šolah, srednjih šolah in vrtcih ne bi bilo. Veliko razlogov. Eno je, da se enako dogaja tudi na evropski ravni. Konferenca starševska je bila ravno gor, kjer smo starši cele Evrope okrog tega diskutirali, tam se tudi že vrtijo te stvari. Glavno je pa ugotovitev, da naša mladina trpi dobesedno zaradi prekomerne uporabe zaslonov, tako ali drugače. Ni samo telefon, je televizija, računalnik, je vse. In praktično sami prosijo, otroci stari 20 let se samo regulirajo že, oni že izklapljajo same aplikacije, se hočejo odmakniti, ker vidijo, da jih je to pobralo, pojedlo in jim jemlje življenje in otroštvo. Od tega naprej, da so seveda že itak slabo vzgojeni, ker smo v drugem času, ker ni več v njih vrednot, pa tako naprej. Potem jim daš pa še to zraven, to sladilo, ki jih skozi premamlja in potem oni res, večina otrok je relativno nezadovoljnih. Pod vprašanje, glede na to, da vendarle je veliko osnovnih šol, kjer se uporaba telefonov omejuje ali prepoveduje, ali je potrebno za to sprejeti kakšno direktivo, uredbo, zakon, ali je dovolj, da se na načelni ravni osnovne šole odločijo, da pač prepovejo mobilne telefone med poukom. Ja, to je ta bistvo, kjer je tudi minister tako, ko je to povedal, je mislil točno to. Sej vsaka šola v resnici že to rešuje. In je res, jaz ne poznam niti ene šole, kjer bi bilo kako drugače, kot tako, da je telefon v torbi ali v omarici in ga med poukom ne smeš imati ven. Tako da v tem smislu stvari nekako laufajo. V tem niti ni taka kruta težava, bolj je krutost tega, niti ni težava v tem smislu, ampak bolj to, da če daš ti temu en nacionalen pomen in začneš o tem govoriti na višjem nivoju in se zmeniš, da velja res za vse enako, pomeni, da potem tudi otroci imajo enako pravilo, enako možnost šolanja. To pa je v zakonu zapisano, da vsi otroci nemajo enake te možnosti. S tem dosegamo to enakost, ker na eni šoli morda bo malo drugače kot na drugi in damo en velik pečat kot družba temu, da to je težava, da jo prepoznavamo, da je jasno, tisti, ki imamo več otrok doma, pa jaz ga imam enega v osnovni, enega v srednji, enega na faksu, tako eklatantno vidiš vsak v svoji družbi, kako to gre, da je treba temu dati en resen pomen. Ker družba, kakor vsakič v vseh stoletjih, tisočletjih, vedno išče te skrajnosti in potem nekako najdemo eno sredino in gre stvar naprej. In tudi tlele se dogaja, da treba malo te stvari postriči po robovih in bo potem družba približno šla v pravo smer naprej. Iskal sem nekoga, ki se s tem ne strinja, Dejan Verčič, vi ste eden od tistih, kaj je pri tem pozivu narobe, če je kaj narobe po vašem mnenju? 3 probleme vidim pri tem pozivu. Prvič, še pred tem enačenje vse od vrtca do srednje šole mi je zelo problematično, ker ko govorimo o srednjih šolah, mi v 3., 4. razredu govorimo o polnoletnih osebah, ki jim bomo odvzemali predmete. Nisem prepričan, da je to izvedljivo. Celo če napišemo zakon,
uvedemo policijo kot vzgojni instrument v slovensko družbo, to ne bo delovalo. So pa 3 glavni problemi. Prvi je ta cel poziv z sklicevanjem na potrebo po zakonski regulaciji pravzaprav sodobnih tehnologij. Mi ne govorimo o telefonu tukaj v resnici, mi govorimo pač o malih napravah, ki danes počnejo zelo dosti zadev, od tega, da z njimi plačujemo, da imamo svoje recepte na njih in ne vem kaj še vse. To spodbujanje strahu pred sodobnimi tehnologijami v slovenski družbi in Evropi nasploh postaje zelo resen problem. Vsi podatki kažejo, da Evropa civilizacijsko začenja zaostajati za Združenimi državami Amerike in še posebej za Azijo. Mi tehnološko nismo sposobni več slediti temu, kar se v razvitem svetu dogaja. Eden izmed glavnih problemov za to pa je tehnološka podhranjenost našega šolstva. Mi bi se morali v resnici ukvarjati s vprašanjem, kako mobilne in druge sodobne tehnologije uvajamo v šolstvo, učimo vse skupaj, in učitelje, in učence. Jaz celo mislim, da je glavni problem pri nas v tem, da so v glavnem učenci, še posebej v srednjih šolah, tehnološko bolj pismeni od svojih učiteljev in to seveda sproža dodatne probleme z avtoriteto in z celotnim delovanjem sistema. Ampak mi moramo nekem trenutku se bomo morali začeti resno pogovarjati o tem, kaj bomo kot družba začeli početi za to, da bomo začeli počasi slediti tistemu delu sveta, ki se razvija. Potrebujemo višjo stopnjo matematične, statistične in računalniške pismenosti v vseh možnih oblikah, da dodatne zadeve, v katero zaenkrat ti, ki se zavzemajo za prohibicijo sodobnih tehnologij, še ne zavzemajo, je vprašanje umetne inteligence, kjer je spet velik razcep med tistimi, ki zagovarjajo uvajanje umetne inteligence v šolstvo in tistimi, ki ne. Ko pridete na neko raven, recimo jaz precej delam v mednarodnih raziskovalnih in ostalih strukturah, jaz vidim, da danes kitajski recimo študenti iz Singapurja in ostalih azijskih držav so enostavno matematično, statistično, digitalno pismeni na neki drugi ravni, kot smo mi, če hočete, ključno z mano. To je prva zadeva. Se pravi, ta strah, ta tehnofobija, ki iz tega izhaja, ki ima elemente moralne panike. Skratka, družba je zaznala določene probleme. Jaz se strinjam, ti problemi obstajajo v družbi. Mladostniki imajo problem z tehnologijo. Ampak prepoved vnosa teh tehnologij v šolo ne bo povzročila nič dobrega in raziskave, kar jih je doslej bilo na to temo opravljenih, konkretno o razlikah med šolami, v katerih je dovoljeno ali pa je celo zaželena raba sodobnih tehnologij in tistimi, v katerimi je prepovedano, znanost o tem zaenkrat ne zna še reči nič kaj dokončnega in prav v teh dneh poteka, recimo v tej peticiji se pozivajo na Veliko Britanijo, med drugim, ki da je menda omejila rabo mobilnih telefonov v šolstvu. To sploh ni res. To so nekateri izmed kandidatov laboristične stranke pred volitvami napovedovali, vendar ko so prišli v vlado in so se soočili s podatki, so morali ugotoviti, da ne obstaja nobenega pametnega razloga za to, da bi vlada in država zakonsko posegala v to. In britanska vlada se je odrekla do nadaljnega temu z izrecnim sklepom, da bo spodbudila raziskovalne projekte, ki bodo to najprej temeljito proučili. Še več, konzervativce, ki so vztrajali na tem, da je to treba narediti, jih enostavno obtožila za populizem in za senzacionalizem. Se pravi, prvo je strah pred novim tehnologijam. Dajmo pri tej enki pa najprej to točko obdelamo. Sebastian Kristovič, vi ste prav tako predavatelj, delate z otroki, z učitelji, tudi starši. Kaj odgovarjate morda na take pomisleke, ki jih ima gospod Verčič? Potrebno je ločiti informacijsko-tehnološko opismenjevanje
in problematiko zaslonske zasvojenosti. Mislim, da sem bil v Sloveniji prvi ali pa vse med prvimi 18-20 let nazaj, ki sem začel na to opozarjati. Takrat so prihajale prve raziskave škodljivih vplivov na možgane, na kognitivne sposobnosti in tako naprej. Skratka, želel bi to, da se zavedamo, da to, kar danes govorimo, ni vprašanje filozofije, mnenja, marketinga in tako naprej, ampak je to vprašanje strokovne narave, torej zdravstveno vprašanje, psihološko, nevrološko in tako naprej. Skratka, v stroki, v znanosti danes govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu zaradi vpliva na možgane, na kognitivne procese, duševno zdravje, samopodobo, samozavest in tako dalje in tako naprej. Danes nekateri govorijo, da so te generacije otrok, mladostnikov digitalni domorodci. Oni so se s tem rodili, naše generacije so se tega učile. Velika zmota, da ne rečem zabloda, kazala v Wordu ne znajo narediti, torej swipati ure in ure na dan med poukom, v odmorih, na WC-jih, swipati med TikTokom, Snapchatom, objavljati reelse, to ne pomeni informacijsko-tehnološke opismenosti. Mi seveda zaostajamo, ampak to je drug problem. Danes govorimo o tem problemu. Da vam povem iz prakse. Lara, mislim, da je mamica 3 otrok, ki so, kot je rekla, že različno torej odrasli. Starši pridejo, rečejo, moj otrok ne more lulati na kahlici, če nima telefona. Ne more kakati, če nima telefona. Moj otrok ne more jesti, če nima na telefona. Starši sami mnogi povedo, da niti na WC več ne morejo iti brez telefona. Dam en konkreten primer. Gospa bo to vedela, ker je mamica. Mamica doji dojenčka, ga drži v roki. Nekaj najlepšega, kar je sploh možno videti in verjetno tudi doživeti. Otrok je dojen in gleda gor. Kaj gleda? Gleda mamico. Torej išče stik, išče odnos. V psihologiji imamo, to je celo poglavje teorija navezanosti, kako je to pomembno za vse nadaljne odnose, kako v življenju in tako naprej. Torej išče njene oči, išče njene obliče, če tako rečemo, torej ljubezen, sočutenje in tako naprej. Kaj počne mama, ko doji otroka? Gleda na telefon. Torej, želel bi to, da se zavedamo ne samo, kako negativno kvarno vpliva na otrokovo duševno zdravje, razvoj možganov in vse to, ampak tudi na to, kaj vse otrok ne dobi, pa bi moral dobiti za zdrav celovit razvoj. Otroka, dojenčka se pelje v vozičku, vemo vsi, otrok leži in gleda, kaj gleda. Ja, spet, gleda atija ali pa mamico in išče spet stik, odnos, ker človekova temeljna potreba, to je najgloblje antropološko dejstvo, je potreba po bližini, po odnosu. Nobena tehnologija ne bo zamenjala odnosa v živo. In kaj počne oče ali mama, ko pelje voziček? Ja, pelje voziček in gleda v telefon. Torej, otrok tega ne dobi, obenem pa samo sporoča, kaj je na tem svetu res pomembno. Pomembno je zaslon. Drugi razlog, kaj je narobe za to peticijo, je točno to, kar je bilo zdaj rečeno. Skratka, odrasli delajo neumnosti in zato, ker oni delajo neumnosti, bodo kaznovali mlajše. To sem želel vprašati. To je neverjetno. Treba zdaj za to sprejeti mamica gleda zakon? Telefon. Ja. Moj pogled je takšen. Ampak kakšno vezo ima to z šolami? To me zanima. Mamica gleda telefon. Gre za sistemski problem in sistemske probleme se rešuje na sistemski ravni. To je tako. Mi rečemo, v Sloveniji se vozimo po desni strani ceste. Ne morejo na občini na Ptuju se dobiti in reči, mi se bomo vozili po levi strani. Zasloni imajo absolutno pozitivne učinke in tako naprej, ampak tudi kokain ga ima. Res ga ima. Ljudje mi povejo, da ogromno ljudi na vodstvenih pozicijah, v politiki, v gospodarstvu in tako naprej uživajo kokain, ker so fokusirani, zbrani, več energije imajo in tako naprej. Ali bomo zdaj rekli, mimo grede v oklepaju, tudi v srednjih šolah je danes ogromno trde droge, kokaina in drugih nedovoljenih poživil, še posebej v obdobju, ko se je pripravljalo na maturo. O tem v javnosti nišče ne upa govoriti. Ali bomo sedaj rekli, ja, dajmo jih naučiti, da bodo to pametno in kontrolirano uporabljali. Jaz nisem proti tehnologiji, kot pravite, ne, se ustvarja ta fobija in tako naprej. Ne, jaz mislim, da se ne. Ampak jaz mislim, da otrok mora biti star in dozorel, tako kot za spolnost, tako kot za druge stvari, da lahko začnejo uporabljati neko tehnologijo. Mislim, da je zelo zgovorno to, da največji strokovnjaki v Silicijevi dolini, lastniki IT, največji podjetji, aplikacij, ki razvijajo svoje otroke, vpisujejo v šole, govorimo o osnovnih šolah in vrtce, kjer ne uporabljajo zaslonov. Mislim, da je to zelo jasno, zakaj temu tako.
Vse je povedal. Mislim, bistvo je to, ne, da daleč od tega, da bi bili proti tehnologiji. Halo, jaz osebno sem prilepljena, ker je to moja služba. Jaz brez tega ne morem nič. Ampak jaz imam svoj SP, jaz moram delati s telefonom. Moj otrok tega ne rabi. Moj otrok prosi, včeraj je v solzah jokala, mama, vzemi mi telefon. Imela je samo, ima ful omejitve in tako naprej, ampak imela je pa do Googla sveda tam, ker je treba posrčati, kdaj je šola, kaj se dogaja in tako naprej, ne, dostop. In je bilo konec, mene ni bilo cel dan doma in to je veselo. Torej, otroci nas prosijo eklatantno, da jim damo mire, meje, do kje ja, zato ker se sami ne znajdejo. Njihovi možgani niso preprosto dovolj razviti. Jaz se relativno težko brzdam, pa sem odrasel človek star čez pol stoletja in ni enostavno, kje se ta majhen, ki ne zmore, ki dejansko ko nima kognitivnih stvari razvitih, je pa jasno. Zaradi tega gre za ta sistemski del, dajmo mi se to zmeniti. Ker je bilo tako kot z avti, ko so prišli avti na ceste, gremo na ta isti primer, najprej so se vsi vozili, ne? Potem čez ene par let so ugotovili, da bo treba nekaj narediti, ne? Ker enkrat se to naraste. Tako kot vsaka nova stvar, ki pride. En cajt gre, pol se to razraste, je treba eno sistem urediti, kako to spraviti v neke normalne. Tudi kulturno. Tle danes nimamo telefonov, ponovadi damo vsi telefone gor. Gremo jest, ne, večerja, damo telefon, ne, tudi ta kultura se bo ratala in dan drugačen, dajmo mi umakniti ta telefon, to je motilec. Jaz samo da zavibrira, a pa se lučka pržge, te že zmoti, ne, imaš takoj pozornost drugje. Ne želim tega, če sem z vami 4 na večerji, hočem z vami klepetati, vas gledati v oči in biti kulturna, tako kot se spodobi, da smo, no. Mene zanima, zakaj želite kaznovati otroke, če ste vi nekulturni, kot sami pravite. Se pravi, mati doji otroka in gleda v zaslon. To je argument, zakaj boste srednjemu šolcu, ko je polnoleten, prepovedali uporabo mobilnega telefona. Vi sami ste rekli, date, jaz tega ne delam, na mizo telefon, ko greste na večerjo in vas to moti. Zakaj? Potem jaz predlagam, dajmo sprejeti zakon, ki bo reguliral uporabo mobilnih telefonov v Sloveniji za vse. Zakaj? Vrtec, osnovna šola, ena stvar. Jaz tu izrecno govorim o ljudeh, ki so pravzaprav že polnoletni v 3., 4. razredu, ker ste jih dali zraven. In jaz ne. Ja ne vem, govorimo o tej peticiji. Ta peticija pravi tudi srednje šole. Ja, ampak večji delež je osnovna in vrtec. Večji. Govorimo o 2 razredih. Ampak vi govorite malenkost del, ne? Tisti del bomo že rešili, ta mene ne sekira. Jaz se omejujem na vrtec in osnovne šole, ampak tudi v srednji šoli mislim, da ni večji problem. Tudi pri mojih predmetih, pri vajah imamo dogovor tako, da odstranijo telefone, ker je povsem jasno, dogovor. Če je študent na predavanjih in ima telefon gor, ne, in mu profesor nekaj govori, ko on dobi sporočilo, pogleda, mu ne da miru, pogleda gor in zgubi niti 1 minuto, če ni pri stvari, je že zgubil in že odplava in to tudi oni sami povedo in ko to sprememo, so študenti zadovoljni. Želim povedati drugo stvar. 9-10-letniki konzumirajo pornografske vsebine in to na veliko. Staršem se sanjane, starši jim dajo zaslone in jih prepuščajo zaslonom in so v spalnicah oziroma v svojih sobah do 9, 10, 11 ponoči do 1 zjutraj staršem se sanjane. Jaz pravim, da si skurijo možgane. In mi ne moremo delati, jaz si odgovoren, imej telefon. Če damo sem 16-letnika in se vprašamo, a je on fizično bolj koordinacijsko-motorično sposoben kot jaz? Absolutno je. A si hitreje zapomni stvari kot jaz? Gotovo. In tako naprej. Zakaj mu ne damo izpita za avto? On ima vse fizične sposobnosti boljše kot jaz. V nekaterih državah pri 16 letih lahko opravljajo izpite in jaz ne vem, zakaj pri nas. Ok, pa dajmo pri 12 letih. Avtomatski. Torej, jaz hočem reči to. Ne razumem, zakaj drugi sploh obstajajo. Hočem reči to, da mislim, da bi svet odraslih, stroka morala otrokom pomagati, da znajo regulirati svoje vedenje in svoje čustva, ker še niso dovolj dozoreli, da bi lahko. Enako je tudi bi lahko rekli, pa dajmo še dovoliti alkohol v šolah, pa če malo popije, pa ni tako hudo. Mi mešamo tukaj nekaj različnih zgodb. Eno je, kaj starši počnejo z mobilnimi tehnologijami v prisotnosti njihovih otrok. Namreč večina vaših primerov ves čas govori o tem, kar starši delajo. Starši mu v spalnici dajo telefon, starši med dojenjem mu dajo. Dajmo se potem pogovarjati o problemih staršev. To so problemi staršev, to so problemi odraslih, ki ne znajo uporabljati teh tehnologij očitno. To je prva stvar. Druga stvar je, da imamo mi resne probleme pri varovanju naših otrok pred vsebinami,
do katerih pravzaprav ne bi smeli dostopati. To ni vprašanje mobilni telefon da ali ne. Vprašanje je, zakaj je sploh možno, da otrok pride do pornografije v virtualnem. Tega ne boste rešili, če pa ne bo imel telefona, pa bomo. Ne. Kako se Kot prvo, imeli bodo telefon, to je ta napaka. Imeli bodo telefone. Vi hočete nekaj prepovedati, kar bo to naredilo samo še bolj zabavno. Vi mislite, da boste s tem, da boste napisali zakon, v katerem bo pisalo, pri 18 letih ne smeš nositi telefona s sabo naokoli, da bo to 18-letnikom resno preprečilo, da bo imeli mobilne telefone. Kdo jih bo pa pregledoval? A vi pričakujete, da bo učiteljica v srednji šoli? Tega mislim, da nišče. Jaz nikoli, pa tudi druge. In še ena zadeva. Prej ste rekli, večina šol že zdaj omejuje. Res je. In ni res, da ni raziskav. Obstajajo raziskave. V Sloveniji približno 80% šol naj bi imelo po tem, kar sem jaz prebral iz teh raziskav. Tole je bilo objavljeno v Mladini pred 2 tednoma. To je članek. Ja. Dvomim, da je raziskava. Ne, to raziskava, ki jo delajo Katja Koren Ošljak na Fakulteti za družbene vede, imenuje se Medijski repertoarji mladih. V kateri znanstveni reviji je bila objavljena? Ne vem, morate pa iti ja, ker pri raziskavi je zelo pomembno, ali so objavljene v Ledi, ali v kakšni drugi reviji, ali na spletu, ali pa v indeksirani znanstveni reviji. A lahko jaz primerjati Ne, ker se ne bomo tukaj primerjali, ampak bomo pogledali nekaj. V redu. Ali lahko pogledamo otroke v osnovni šoli pa do 18. leta? Absolutno. A se tukaj lahko strinjamo, da telefon v šoli nima kaj iskati? Da, ampak to je stvar šole, ne države. To je moja razlika. Zdaj veliko imam stika za prakso z ravnatelji, učitelji in tako naprej po vsej Sloveniji. Ta avtonomija, ki jo je ministrstvo kar naenkrat dalo šolam, torej načeloma šole nima avtonomije, to se vidi potem samo ena anonimka ene mame in to ima ravnatelj pol leta dela, cele fascikle in tako naprej. Torej avtonomije vzgojne, tudi izobraževalne, je zelo, zelo zreducirana. Zdaj, kar se tiče zaslonov, pa je kar naenkrat ministrstvo vso avtonomijo dala šolam. Zdaj ta raziskava, zakaj to problematiziramo? Zato, ker vem, kako to v praksi izgleda. Zato, ker imajo v torbah in potem učitelji rečejo, ja, sej, mi bomo dali na občinsko stran, mi imamo to urejeno, ampak resnica je povsem drugačna. Ker imajo v šolah, ker gledajo pod mizo, kdo to vidi, ker je odmor in gledajo v odmorih. Grejo na WC. Kako bi pa vi to rešili? Gre na WC in na WC ne sme nobena odrasla oseba kontrolirati in so na WC non-stop na telefoni. Dobro. Zakaj gre? Jaz pravim, to je isto kot so vikend alkoholiki. A veste, kdo je to? To so funkcionalni alkoholiki, ki med tednom nekako vzdržijo, ampak srce, duša in možgani so že v petek zvečer, ko se dobijo s kolegi. V primeru, če pa mi sprejmemo uredbo, predpis, da osnovnošolci ne smejo nositi nepametnih ur in nepametnih telefonov v šole, pa veliko težav, problemov odpade. Da ne govorimo o pametnih urah, ko snemajo ure, starši doma poslušajo ali pa snemajo, provocirajo učitelje in potem, ko učitelj zgubi živce, nekaj reče izven konteksta, obrežejo in predvajajo staršem, starši hodijo v šolo. Skratka, to zakon reši. Kup problemov bi odpadlo zaradi tega. Kot veste, OECD je objavil 10-letno raziskavo, mislim, da 70 držav celo na svetu in so OECD so ugotovili več milijonov, kot so vložili v digitalizacijo osnovnih šol, slabši so bili rezultati, matematika, slovenščina, vsega tega, da ne govorimo o tem, da v zadnjih 20-25 letih je duševno zdravje otrok mladostnikov do 19. leta padlo za 70%. Koliko anksioznosti, depresij, samopoškodovanja, anoreksije, bulimije, nevroze in še bi lahko naševali. 2 uri se lahko govori samo o škodljivih posledicah, ki je v svetu enoznačno jasno. Ja. Mislim, da treba otrokom mladostnikom pomagati. Lara, ali starši podpirajo tak predlog? Ali bi, malce sem v dvomih, če bi dejal kakšnim staršem, naj vaš otrok ne pride s pametno uro v šolo, ker starši opremimo otroke zato, da vemo, kje so, in zdaj bi mi staršem naročili to pametno uro, ne ima pa otrok doma. Kakšno je to razpoloženje med starši? Ti so tisti namreč, ki kupijo in telefon in opremijo. In odgovorni za to, da so in kupili in nesli v šolo. Ja, gre za to, da naučijo otroke, to pa pozabimo vedno povedati, da otroke opolnomočijo, kaj naj s to pametno uro in telefonom tudi počnejo. Tako. Torej, gre za to, da peticija seveda nagovarja 2 stvari, to moramo jasno povedati. Izobraževanje je morda celo pred to prehibicijo. Gre za to, da
velika večina staršev, govorimo 3/4, tudi po anketah, ki so bile upravljene, ni to raziskava, se seveda s tem strinjajo. Ostali, ki se ne strinjajo, imajo samo ta pomislek, kako bom jaz prišel do otroka v poti do šole pa domov. In to je absolutno upravičeno, legitimno. Mi imamo otroke, ki grejo lahko ob 6:30 zjutraj od doma in ne pridejo do 6 zvečer, ker imajo prej in pol treninge in tako naprej. Ta del tudi noben problem. Jaz mislim, da mora biti otrok nekako tebi dosegljiv. Ti si naokrog, on je naokrog. Tako da telefon v smislu ali tipke ali pospravljen v omarici, ko pride do šole in tam ostane, ker problem je točno ta, da se to dogaja po hodnikih, na toaletnih prostorih in tako naprej. Ta del nisem še srečala starša, pa jih je res ogromno število okrog mene, ki bi reklo, ne, moj pa mora nujno med poukom imeti telefončke, da ga jaz pokličem. To so izjeme, težko jih preštejemo, tako mislim, resnično gre za malo število ljudi. Vsi vejo, da v šoli v tem smislu privat telefon ima kaj delati, tehnologija seveda ima kaj delati, to je čisto druga zgodba. Govorimo o Snapchatih, o telefonu, o digitalnih teh zadevah, ki jih med poukom nihče ne potrebuje. Niti oni na faksu, iskreno povedano. To je tako, kot je bilo. Prej ste sama uporabila primer avtomobilov, ko so se pojavili avtomobili in se je bilo potrebno dogovoriti, kako se bomo vozili. Ne? Glavni problem so bili takrat tisti, ki so bili na konjih in ki so imeli upravičene razloge, zakaj so jim avtomobili šli na živce. Jahati je gotovo, da bolj zdravo. Ne? Jahaš lahko tudi po podeželju, kjerkoli. Ne? Za avtomobile moramo narediti ceste, moramo narediti pravila, zaradi tega avto smrdi, plus tega ljudje se polenijo, ko se vozijo z avtomobili. Ampak zmagali so države, ki so uvedle avtomobile. Ko je prišlo do vojne, so tanki te konjeniške enote dobesedno povozili. Se pogovarjamo o istih stvarih. O istih stvarih se pogovarjamo. Mi svoje otroke ne ustavljate. Mi bi morali mobilno telefonijo in zaslonsko tehnologijo uvesti v šole in poskrbeti za to, da bi se vsi skupaj naučili uporabljati to, kar se danes okoli nas dogaja. Digitalni prostor je enakomeren prostor našega bivanja. To ni tisto, kar je tam zraven. Sveda ne. Ampak mi enostavno živimo v analognem in digitalnem svetu in mi bi morali svoje otroke pripraviti na to življenje. Mi pa tega ne počnemo, ampak pravimo, mi bomo to dali zdaj na stran, vi boste prišli v šolo, šola bo tako, kot jo je Marija Terezija naredila, ti prideš tja, se usedeš, najbolj pomembna zadeva, ki se jo moraš naučiti, je, da ob uri prideš in odsediš tistih 8 ur, zaradi tega, ker na ta način se je iz kmetov delalo industrijske delavce. Pri pouku moraš biti tiho in potem, ko človek konča osnovno šolo, srednjo šolo, tudi fakulteto, pride v realni svet tam ven in je popolnoma zgubljen. Večina naših otrok še govoriti ne zna, zato ker v šoli ne smejo dovolj govoriti. Kaj šele, da bi znali tehnologijo uporabljati, če se je sami niso med tem naučili? Leta se ukvarjate s tem, ali bi bila šola, kjer bi naučili to, kar govori gospod Verčič, potrebna. Se pravi, bodimo iskreni, večino časa otroci preživijo na telefonih doma, ker jih starši ali ne zamotijo, ali jim ne dajo nekega dela, ali pa se sami ne znajo zamotiti, pa vendarle, ali bi koristilo, da bi pa vseeno, dodal bi samo to, Slovenija je ena izmed redkih držav, kjer se ne učimo digitalizacije v osnovni šoli, kar je velik minus, ne v primerjavi z drugimi. A bi to koristilo, bi to spremenilo vse to, kar ste prej našteli, kar se otrokom dogaja zaradi preveliko telefonov? Ne, torej še enkrat, eno je informacijsko-tehnološka opismenost, izobraževanje, s tem se absolutno strinjam. Že v osnovnih šolah, srednjih šolah in tako naprej. Ampak mi govorimo o zaslonski zasvojenosti, da ne bi vsega mešali. Torej mi, mislim, samo osebno in tudi kolegi, torej se ne demonizira tehnologije, ravno obratno, ampak se treba naučiti uporabljati. Mi pa govorimo o škodljivih vplivih. Vedno so govorile generacije, mladi so takšni, mladi so drugačni in tako naprej. Tudi zdaj lahko bi vzeli to za primer glede telefona, ampak nekaj se je bistveno spremenilo. Duševne stiske, duševne bolezni, samomori, apatija, občutje nesmiselnosti življenja, občutje notranje praznine. Fantom danes še do punc ni, ker so notranje na nek način zadušeni, izpraznjeni. Mlad človek nima več ognja, perspektive, kaj bi iz svojega življenja naredil. Logopedi, da ne zna govoriti, je problem ravno zaradi zaslonov. Torej, tisoče raziskav so, kako vpliva na kognitivne sposobnosti, pomnjenje, povezovanje znanja.
Ne, torej zdaj reči, zdaj pa dajmo zaslone, da se bodo boljše učili. Ne. In to, kar je mati Terezija naredila, mi smo nažalost res ostali na tej točki. Profesor pride na fakulteto za katedro in svoje pove, ostalo pa je od študentov. Ne, so nove metode, novi pristopi, skupinske, timska dela in tako naprej, ki se jih nažalost ne poslužujemo, ampak to je pa lažna alternativa, zdaj jim pa damo zaslone, potem pa bo. Še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. V vsej zgodovini je otroku starš bil glavni zaupnik. Ko je res, kot se reče, zagustilo, pa je bil oče strok, mama strok, kakorkoli že si vedel, mami, očeta moram povedati. Tu pa mora vstopiti, saj še ne glede na kaj bo. Danes pa ne. Danes pa je glavni partner, oblikovalec človekove otrokove osebnosti postal zaslon. Najstniki rečejo na obravnavah. Rečem, kaj pa pravi mama, kaj pa oče? Reče, njim se sanja ne, kaj se z mano dogaja. Oni sploh ne vedo, kdo jaz sem. Samo eno zadevo, screen time v povprečju je 5 do 6 do 7 ur. Če dodamo še ostale zaslone, pridemo do tega, da je povprečen mladostnik, najstnik 10, 11, 12 ur na dan pred enim zaslonom. Na letni ravni to pomeni nekje 5 mesecev. Ne kronološko, ampak po noči in po dnevi. Če damo na stran vse škodljive posledice, na možgane, na duševno zdravje in tako naprej, a ni škoda življenja. 5 mesecev preživiš tako, da gledaš v en zaslon. Ampak če na primer starši ne opravijo svoje naloge, ne, pa teh številk, teh stvari ne povejo svojim otrokom, a ne bi koristilo, če bi morda to naredili v šoli, učitelji? Zadeve v tem, tudi stroka dela veliko napako, strokovni zdrs, ker otroke dojema kot pomanjšane odrasle. Otrok ne funkcionira na kognitivni razumski ravni. To je ravno bistvo. Mi mislimo, zdaj mi bomo pa povedali, kako to škodi in kako treba praviti, zdaj bo pa v redu. Trave je ogromno. Drugih drog je ogromno. Mladi, ki hodijo ven, mi povejo, preko 90% vseh mladih, ki hodi ven, uživa, jemlje neke prepovedane droge. Staršem se sanja ne. Vsi se gotovo spomnimo, mi otroci iz postaje Zoo od Kristine. Smo to prebrali, te pretreslo. Takrat so razmišljali tudi v Avstriji, Švici, Nemčiji in tako naprej, v teh državah, da treba narediti delavnice, osveščati proti drogam in tako naprej. In so prav ministrstva financirali, še film so posneli in vse to, da so mlade osveščali z delavnicami. Kaj se je zgodilo? V naslednjih letih se je porast trde droge, heroina in tako naprej rapidno dvignilo, ker otroška psiha deluje drugače. Mi mislimo, zdaj bomo imeli en evropski projekt in jim povedali, zdaj pa vse drugače. Bomo rekli, trava je škodljiva, mladi bodo rekli, a res to pa nismo vedeli, a zdaj pa ne bomo. Tako kot Lara reče svojemu otroku, pa ti veš, ti se učiš za sebe, on pa reče, to pa nisem vedel, zdaj bom pa res zagrabil, zakaj mi tega nišče ni prej povedal. A razumete? Skratka, otrok ne deluje na tej kognitivni, racionalni ravni, zato rabi nek support, pomoč. Tako kot mi rabimo zakone, da se ne vozimo pijani. A bomo pol rekli, saj mi smo odrasli, odgovorni, dajmo ukiniti te zakone, pa se potem smo pametni toliko, da ne bomo pijani vozili po cestah. Ne? Gre za isto logiko. Lara, rekli ste, da sodelujete tudi z ostalimi starši iz Evrope. Kaj pa oni rečejo? Ne vem, ali so težave pri njih enake kot pri nas in ali je rešitev taka, da tudi oni razmišljajo, da bi telefone popolnoma prepovedali v osnovnih šolah? Točno to, enake stvari se dogajajo, enako izkušnjo imajo, pretirana zloraba praktično ekranov, tudi po šolah ta motilec pozornosti, to praktično enake stvari se pogovarjamo. No. Bila je Evropska starševska zveza, ki je to organizirala, celo naši eni poslanci so bili na tej okrogli mizi, tako da to ni to tako kar neki, vsi prepoznavajo to kot eno resno težavo. To, kar se zdaj pogovarjamo, vse, kar je povedal, je tako jasno, kristalno, pa če daš to stran, gospoda sta profesorja, če daš to stran in greš na ZKP, na zdravo kmečko pamet, enega normalnega starša, ki sreča ogromno staršev, mogoče so vaši otroci malo majhni, ampak to je jasno. Nisem srečala starša, ki bi rekel, ne, moj otrok naj ima kar teh 10 ur telefon, jaz sem zadovoljen. Ga ni. Vsi imamo isto prošnjo, pobožno molitev, dajmo kaj narediti. Saj ti lahko nekaj narediš. Konkretno, če te ni doma, kakor mene ni bilo celo nedelje, pa je otrok star 13 let, je sposoben vse. Skuha si sama. Ja, si skuha sama in hkrati 6 ur preživi na telefonu. In sem pobrala kable od vseh drugih inštrumentov, razen telefona. In nisem vzela, da je bila z mano na vezi, ker me cel dan ni bilo. Skratka, prosijo za to omejitev in dejmo jim neke nerealne une. Se bo enkrat jim razložimo, absolutno vzgoja, absolutno tudi zraven, usporedno, ampak to, da
ne potrebujejo, 10 ne potrebujejo telefona, so dosegljivi tako ali drugače na ston, če na stacionarni telefon, na karkoli. Ne potrebujejo ga, motilec je, stran z njim, če se le da. Dodal bi samo to, ker veliko delam z starši in to, starši so absolutno vsi za to, tu in tam kdo ne, ker rabijo podporo, starši se nenehno borijo dnevno, ure in ure z otroci in če imamo mi to sistemsko rešeno, generalno in doma je podpora in v šoli so stvari potem drugačne. Človek, če nima na mizi telefona, funkcionira drugače. Gresta dva na kavo, sedite na kavi, se pogovarjata, en gre na WC, kaj naredi takoj drugi. Takoj pogleda, kaj se je nujnega zgodilo. Torej, če ni telefona zraven, človek drugače funkcionira. A so to argumenti, ki vas vendarle prepričajo, da je o tej sistemski rešitvi ali pa reševanju le tega vredno razmisliti? Če pod sistemsko rešitvijo mislimo na zakon, ki bo prepovedal, da bi lahko srednješolci imeli mobilne telefone in z njimi prišli v šolo, mislim, da je to napačna smer, ki bo povzročila samo še večjo zmedo. Sicer pa je velik del argumentov, ki jih tukaj poslušam, bilo v zgodovini že 100-krat slišanih. Popolnoma iste zadeve se je včasih govorilo o knjigah. Mladim ženskam v viktorijanski Angliji je bilo prepovedano brati, ne samo zaradi tega, ker ure in ure, namesto da bi se sprehajale po naravi, čepijo doma, berejo knjige, si pri tem uničujejo svojo pozo, ker ležijo na ležalnikih in podobne zadeve, predvsem pa dobivajo neumne ideje v svoje glave. In boj proti knjigi je potekal zelo dolgo časa, tudi v naših krajih, še skoraj do druge svetovne vojne. Ampak mi moramo razmišljati o tem, da mladi niso, kot ste rekli, pomanjšani odrasli, ampak so že pri svojih 18 povsem odrasli. Torej, sam govorimo o vrtcu in osnovni šoli več čas. Tako da ne bi predstavljali zdaj srednja šola pa 19-letniki, vrtec, osnovna šola. O predlogu peticiji za zakon, ki se nanaša tudi na srednje šole. Ko jaz rečem srednje šole, pa rečeta, mi dva ne misliva srednjih šol. Mislim, vse se razumemo nekaj. Otrok je star 18 let, zadnje leto, 18 leto govorite mi da govorijo pa od nič do 18. Jaz celo ne mislim 18. Jaz mislim, da že pri 16. letu boste zelo težko mladostnikom pobirali tudi 16. Razumemo 0-6 pa 16-18. Mi govorimo o ta veliki skupini. Ja, za ta del pa trdim, da zakon ni potreben. Jaz se absolutno strinjam, da je treba v šole vrniti več avtonomije. Glavni problem našega šolstva je, da so učitelji izgubili vso moč odločanja in samostojnega odločanja, s katerim so pravzaprav lahko vzdrževali svojo avtoriteto. In če mislite, da bo učiteljem avtoriteto vrnil zakon, potem pač ne vemo, kako se ljudje obnašamo. No, ne bomo z zakonom naredili nič pametnega, naredili bomo eno veliko zmedo, predvsem pa to, kar ves čas opozarjam. Vidva istočasno pravita, ne demonizirava sodobne tehnologije, istočasno pa govorite o zaslonskih tehnologijah kot sodobnem tobaku, heroinu in tako naprej. Če to ni demonizacija, potem ne vem, kaj demonizacija je. Mislim, to so dve različni zadevi. Kako bi demonizacija izgledala potem? Za ta moj del, ja. Po mojem, kokain ni dober in zdrav za človeka dolgoročno. Zato je enačenje mobilnih telefonov in sodobne tehnologije s kokainom je demonizacija sodobnih. Ja, ampak to kažejo raziskave, nevrologi, slike možganov. Pustimo to. Ne pustimo, ravno to je osnova. Ravno to je osnova. V Halozah se ve, da so včasih otrokom dali šmarnice za pit, da so spali. Jaz mislim, da je dobro, da se to spremeni. In razlika v viktorijanski dobi branja in enačiti danes, ko je zaradi zaslona toliko diabetesa, debelosti, astem, naj vam povejo učitelji športne vzgoje, ki imajo 20-30 let delovni izkušenj, kaj se iz leta v leto dogaja z otrokovo motoriko, koordinacijo. Mislite, da so zasloni to krivi, ne pa starši? Eden glavnih krivcev je gotovo zaslon, pa mogoče še ena stvar, da se razumemo, ne gre za magično palčko. Torej, jaz ne trdim, spremimo to in svet bo lep in vsi se bomo imeli radi in vsi otroci bodo zdravi. Ne, vidim pa kot en konstitutivni element spremembe na tem vzgojno-izobraževalnem področju in za eno celovit razvoj odraščanja naših otrok. Torej, jaz vidim, da bi stroka morala jasno odreagirati, da se jim pomaga. In še to, mislim, da bi na tej točki morala politika nekoliko ošibiti samo sebe in omogočiti
da strokovnjaki opravijo svoje delo, kar se tiče tega problema. Mi rabimo nujno prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema in to celovito. Ne samo, da Evropa da par milijončkov, pa pol mi to moramo nekako potrošiti. Ne, vzgojno-izobraževalni sistem se ne bo izboljšal na ta način, ampak je potrebne globinske prenove. To pa je en del, ki bi pripomogel k boljšemu celovitemu razvoju in tudi ene dobrobiti naših otrok. Če pogledate otroke, težko najdeš srečnega, zadovoljnega, radostnega otroka. Zelo težko. Pri 10 letih so videli že vse, kar je na tem svetu možno ali pa tudi celo nemožno. To je ta govor moralne panike, ki vidi tam zunaj strašno mladino, ki se razpada, vse je narobe, Bog pomagaj, in mi bomo zdaj sprejeli zakon in zdaj bomo s tem zakonom zaukazali, da se morajo zadržati pred tem, da bi videli, kaj se v svetu dogaja in potem jim bo lažje na tem svetu. Verjemite mi, svet se dogaja zunaj šole. Oni pridejo tudi v šolo. To, da mi delamo tako strašno ogrodje okoli šole, obzidje okoli šole, v katero bodo prihajali otroci, ki bodo videli, da ta šola z realnim življenjem, tam na drugi strani zadu nima nobene zveze, bo samo še dodatno poglabljalo probleme v šolstvu, ker šola postaja vse bolj irelevantna za realen svet. S tem jo bomo delali samo še bolj irelevantno. Mislim, da se ni zabat te ločitve. Ne? Zdaj lahko bi še vključili problematiko medvrstniškega nasilja, bullyinga preko interneta v šolah. V šoli se nažalost ravno obratno dogaja, njihovo jedro dogajanja. Mi je zelo žal. Ja. Ravno v šoli, ravno med vrstniki. Tam se dogajajo glavni odnosi, nasilje, zatiranje, poniževanje in tako naprej. In družbena omrežja so glavna platforma ravno za mnoge duševne stiske in nasilje. V tem smislu pride, svet je prišel v šolo, ne? To hoče povedati, ne? Ni ločen. Ne? Svet moramo ven iz šole. Ne, mi samo pravimo, da ga ne potrebujejo. Torej, vi ste zadovoljni, če bi otroci imeli telefone, bi med poukom malo scroll podgovarjali, to ne razumem, to vprašanje. Vi bi to kljukca, je v redu, da imajo telefon, pa pač med poukom pogleda 3x, 4x, 10x, 100x na dan, kaj se dogaja. Kot prvo, na Snapchatu, recimo. Menim, da bi moralo iti za avtonomijo šol, ki bi se lahko same odločale, na kakšen način bodo te zadeve urejale. Vi bi, da je to dovoljeno. Če bi imeli vi šolo... Jaz mislim, da moji študenti to ves čas počnejo. In ste zadovoljni s tem. In mene ne moti, jaz tega niti opazim ne. Okay. Oni delajo to na način, da nikogar ne motijo. In to je v redu. Osnovna šola? Osnovna šola je večje vprašanje. V osnovni šoli med poukom verjetno, da telefonov ne bi dovolil. Potem se strinjamo? Okoli česa? Da v osnovni šoli med poukom ne bi bilo fajn, da scrollajo po telefonu? Jaz nimam problema s tem, da se je potrebno soočiti z novimi tehnologijami. Samo ne verjamem, da je vzgoja vprašanje policije. Okay. Vedno, ko so države mislile, da bodo vzgajale otroke s policijo, so naredile večjo škodo kot pa korist. Okay. Še enkrat se vrneva, torej, smo oboji za, troji, da v osnovni šoli ne bi scrollali med poukom? To se ne dogovori v šoli, da. Super, smo za. A dodamo še srednjo šolo, ker vendarle je, to pa lahko sam rečem, ker sem bil ta zadnji od vas 3 v srednji šoli, to še vedno šola, kjer smo še kar precej otroci, no? Ja, definitivno. Mislim, ne, zdaj ga tudi srednja šola ni spuščena in tudi naprej. Gre za en družbeni konsens. Če se mi o tem pogovarjamo na širši ravni, na nacionalni ravni in vključujemo vse od vrtca do faksa, potem vemo, kaj se pogovarjamo. Nikoli ne gre za en košček mali, ki ga vzamemo ven. Zaradi tega je fajn, da teče to na vsem tem nivoju in če se zmenimo, da je kulturno, da ti na faksu ne jemlješ ven telefona in ne scrollaš in se s tem nekako uspeš zadržati, je to v redu. V osnovni šoli bo treba to z neko uredbo rešiti, verjetno jih ne. In v srednji šoli prav tako, ker pri 18 otroci niso 18 let stari, kot smo bili mi. Meni pri 18 sem je poslal v Ljubljano, sem jim dal 2 kovančka in sem mogla preživeti. Včasih danes temu ni več tako. Eno vprašanje imam ves čas v glavi, gospod Kristovič. A ne govorimo o otroci v šoli, v osnovni šoli, srednji šoli in tako naprej, ampak večino tega screeninga časa, ki ga otroci preživijo pred telefonom, je pa vendarle doma. Kje pa je treba to debato spremeniti? Ja. Ker da, raziskave, dejstva, tudi sam vidim, o čem vse zadnje časa poročamo, kaj vse se otrokom dogaja, ampak vse te stvari se vendarle začnejo doma.
Ja, potrebno se zavedati, da vrtec, šola sta podaljšek domače vzgoje. Jedro se zgodi doma. Mi zdaj ves čas debatiramo, pa premikamo to težišče, škodi, ne škodi in tako naprej, ampak jedro problema je v resnici drugje. Torej, rešitev ni, da bomo vzeli zaslone. Izziv je, kaj bomo dali tja na mesto zaslonov. Torej, zasloni so simptom. Zasloni so prišli tja, ker tam nečesa ni, kar bi moralo biti. Torej, odsotni starši, ki niso prisotni, ki ne vidijo, ki ne čutijo, zelo preprosto družina lahko sprejme uredbo, predpis, zakon, da po 7 uri pri nas zaslonov ni ali 8 uri in to je to. In starša odložite telefone, tablice so tam, televizija se izklopi. Tisti, na seminarjih to večkrat predlagam, ali pa šole za starše, ko imamo več srečanj, redki so tisti, ki to poskusijo, ko pridejo nazaj, ko se naslednjič srečajo, pa povedo, kaj je bil glavni izziv. Ne, da ne bom videl tekme, pa dnevnika in tako naprej, ampak kaj bova midva z ženo zvečer počela. Ker zdaj imava 2, 3, 4 ure ekstra časa. Jaz mislim, da največji kradljivci naših življenj in naših odnosov so ravno zasloni. Zasloni so tisti, ki polnijo vsebino in dajejo smisel, ampak to je tisti navidezni smisel, navidezna vsebina naših življenj. V tem je resnična nevarnost. Vas morda skrbi, da bi kaj zamudili otroci, da bi izgubili to v pogled v svet, ampak vendarle, saj predtem, preden smo lahko kukali v ta svet, smo vseeno dosegli ogromne dosežke, preboje. Ali se vam ne zdi, da morda pa bi kakšna taka družinska uredba pa pomagala, da bi otroci spoznali svet tudi drugače skozi odnose ali pa kaj podobnega? Ne, meni to sploh ne moti. Pri nas doma smo točno to imeli. Ob 7 sta morala otroka v posteljo, iPadi so ostali doli, gor se pa je lahko šlo s knjigo. In luč je lahko bila prižgana, dokler sta brala. Tako da jaz ne pravim, da morajo ljudje hoditi s telefonom po svetu takole. Starši so prvi odgovorni za otroke, ne država. In mi se moramo starši ukvarjati, bolj kot z otroci. Mi moramo v šoli poskrbeti, da bodo učitelji lahko se ukvarjali z svojimi učenci in dijaki in da bodo zato imeli dovolj moči, da bodo to lahko z določeno mero avtoritete počeli. Zakon tega ne bo prav nič spremenil. Kar pa mene skrbi pa je, da mi imamo tehnološko relativno neizobraženo družbo kot celoto, da primerjalno z drugimi deli sveta strašno zamujamo in da če mi hočemo zdaj, poglejte, mi imamo na eni strani, bomo zdaj sprejemali zakon, da mobilni telefonov ne smejo otroci nositi v šolo, recimo v srednjo šolo, na drugi strani pa Ministrstvo za finance spodbuja programe finančne pismenosti. Veste, finančna pismenost je danes potrebna za to. Banka je tukaj, plačuje se s tem, sorazumevanje finančnega življenja posameznika je tu notri. Vi ne morete drugače izvajati finančne pismenosti, ne da bi to dali otroku pri pouku v roke, zato da bo razumel, o čem govorite. Enostavno, če hočete svoje zdravstvene podatke gledati, jih boste danes gledali tukaj. Enostavno ne živimo več v svetu, kjer smo hodili okoli s fascikli, pa te fascikle listali in delali ne vem kakšne premike med zdravstvenimi kartotekami, ki jih pri nas še vedno pri zdravnikih nosimo naokoli in tako naprej. To so vse znaki naše zaostalosti v resnici. Danes te zadeve morajo se digitalizirati in morajo biti dostopne na nečem ob nas. Ali je to mobilni telefon, ura, imamo celo vrsto drugih nosljivih tehnologij, ki danes prihajajo in ki jih bo vedno več. In če mi ne bomo otroke naučili, kako s tem živeti, bomo imeli verjetno še resnejše probleme. In zdaj šola. Šola je, odkar obstaja, razen da je v začetni funkciji morala učiti kmečke otroke mestne delavske discipline, da tako rečem, se pravi sedi pri miru in bodi tiho, ne, je vedno imela to nalogo, da je ljudi navajala na napredek, tehnološki napredek. Ne. Šola je bila tista, ki je ljudem pokazala nekaj več od tega, kar so doma videli. Mi se pa zdaj pogovarjamo o tem, da bomo šolo spravili na raven, kjer otroci se ne bodo smeli pogovarjati, videti, v rokah držati stvari, ki jih je tam zunaj vse polno. In bodo civilizacijsko morali 2 koraka nazaj in se obnašati v šoli, kot da smo spet prišli v sredino 20. stoletja. Tega ne bo. In jaz mislim, da
Glavni izziv šole, kar se tiče sodobnih tehnologij, je, kako te tehnologije smiselno in zdravo integrirati tudi v pouk, in to je glavni izziv za stroko, da pomaga rešiti, ne pa prepovedovanje in pozivanje na policijo. Sam ta stavek, naučiti otroke, banko in te naprej, to je stvar 10 ur. Oni pa preživijo dveh. Oni pa preživijo 9000 milijon, ne vem koliko ur na vseh ostalih aplikacijah, zato to ni čisto enakovredno. To seveda ga naučiti no problem. Šole imajo komod stare telefone, prenesejo, bomo naredili ne tvoj oseben telefon, ampak to, kar je pač didaktičen pripomoček, kot marsikateri drug. V tem ni težava in absolutno da in absolutno vemo, da moramo in jaz smo za ostali, bo treba, ampak to nima veze z pametnim telefonom. To bi sam eno vprašanje postavil, tudi sam sem se učil računalništva na starih računalnikih. Vsi ostali smo imeli že, oziroma sosedje so imeli že boljše, mi pa neke stare Commodore takrat in to mi ni pomagalo. Danes sem računalniško ne preveč spreten. Zato ali ob tej pobudi, prepoved telefonov v šoli, ali bi morda lahko imeli tudi pobudo, da bi se vendarle tja uvrstil pa digitalizacijski predmet, ne vem. Vse to se dogaja, ne? To je zdaj velika debata, dejansko spet ena sistemska, bo ta ura noter ali ne bo. Ampak mi smo res edina država, se mi zdi, da v Evropski uniji, ki tega nimamo. Nekih edina, ampak ena redkih. Mislim, da celo edina, res, če se ne motim. Da. In se mi zdi to taka stvar, da to je del, tukaj pa bi se strinjal, ne treba je otroke izobraževati, ampak starimi telefoni to ne bo, ker oni znajo več kot mi. Se pravi, ali bi lahko tudi istočasno naslavljali napredek in varnost. Se pravi, varnost, da se zavedamo telefona in po drugi strani, da je ta napredek pomemben in potreben, ampak gre s telefonom. Jaz mislim, da bi morali, ne če bi, da bi morali, torej tehnološko se izobraževati. Tu smo absolutno zaostali, to se strinjam, o tem sploh ni debate. Ampak še enkrat treba ločiti zasvojeno z zaslonom, pa tehnološko pismenovanje, ker biti na Instagramu, Snapchatu in tako naprej, to ni enako tehnološko, to že vemo. Ne? Gospod je prej omenil moralno fobijo, da se ustvarja. Ne? Jaz mislim, da je moralna dolžnost vseh strokovnjakov, da spregovorijo. Ko so na ministrstvu rekli, da bo prioritetni cilj digitalizacija vrtcev, zelo zaskrbljujoče. Ko so vprašali ministra, kaj to pomeni, nihče ni znal povedati. Kaj to pomeni digitalizacija vrtcev? Jaz mislim, da moramo, ne govorim, da bi šli nazaj na drevesa pa v viktorijansko dobo, ampak jaz mislim, da je glavni izziv danes, da postanemo varuhi otrokovega otroštva. Otrok v predšolskem obdobju je otrok čustev, domišljije, mora biti popoldan doma, imeti čas, svoj čas, dolg čas, ki ga sam zapolni, da razvija svojo ustvarjalnost, kreativnost, da se notranje umiri, bivanjsko zasidra. Danes bi vsi radi imeli genialne otroke, ne? To je glavni cilj, dajmo jih digitalizirati, da bodo pametni, da bodo genialni, ampak Einstein je dejal, pogoj za genialnost je ne IQ, ampak domišljija. Domišljija pa je področje ustvarjalnosti in kreativnosti. Dokazano pa je, da zasloni, kupi igrač, otroci še ne hodijo, vse okrog njih cvrči, bliska, cvili, vse te močne barve pravzaprav zaduši otrokovo ustvarjalnost in kreativnost. Jaz mislim, da smo danes na točki, da moramo vse narediti strokovno, da zaščitimo njihovo otroštvo in da jim omogočamo zdrav, celovit razvoj. In na te točke odraščanja pa tudi pride točka srečanja z tehnologijo, uporabnost in tako naprej. Ampak tehnologija, telefon ne bi smel biti cilj, ampak bi moral biti sredstvo za nekaj. To pa moraš ti seveda dozoreti. Ker to, kar gospod pravi na telefonu, če vam zdaj rečem, povejte 3 točke, ki bi vi s svojim telefonom naučili osnovnošolske otroke, ker če jih tega vi ne boste naučili in bo strašno manjkalo, povejte, prosim, ker me res zanima. Ker z bankanetom plačati ali pa s kartico 2 minuti rabim, da naučim nekoga. Torej, 3 točke samo povejte, prosim. Kaj bi učil otroke na mobilnem telefonu? Da rabi telefon v 6. razredu in da ga vi tehnološko naučite z vašim telefonom. Samo 3 točke. Naučiti bi bilo potrebno uporabljati zaščitne programe, s katerimi lahko zaščitijo sami sebe. Kaj to pomeni? Obstaja cela vrsta programov, s katerimi lahko varujejo svojo zasebnost. In to se morajo naučiti. Vi govorite o nasilju v šolo. Pa ne na telefonu, lahko tudi na računalniku, ne? Ne. Kaj to dela na računalniku zdaj? Telefon je danes bolj napredna tehnologija od računalnikov. Telefoni in podobne nosljive tehnologije so prve. Če boste s komorkoli, ki se ukvarja s komuniciranjem, danes pogovarjali, bom razvil mobile first. Okay. Pravi, mobilni telefon je tisto, kar je danes
vstop za vse ostalo in ljudje vstopamo skozi njega v vse možne načine. In tudi ni dovolj naučiti se plačevati, potrebno se je naučiti, kako zaščitiš svoje podatke, potrebno je poskrbeti za to, da ti ne bo kdo mogel ukrasti. Kaj to pomeni, da imaš močno geslo? Kaj to pomeni zaščititi podatke? Tudi spreminjanje gesel. Kako pogosto vidva spreminjate gesla? In moje je dosti komplicirano, pa ga ne rabim spreminjati. No, že to, skratka, ljudi je potrebno vzgojiti za življenje v digitalnem okolju. To sodi tudi to, da ni dovolj komplicirano geslo, ampak da ga je potrebno redno menjavati. In celo vrsto drugih zadev. Življenje v digitalnem okolju ni nekaj, kar bomo mi lahko otroka, zdaj se bomo tu licitirali, to 13 let, 14 let, 16 let, 18 let. Otrok se rodi v digitalni svet, tako kot ste sami rekli. Ta otrok, ne skrbeti, bo tudi to prenesel, da mama gleda kdaj v ekran. Mi, otroci naši, so rojeni v digitalni svet in če imajo probleme z njim, je to zaradi tega, ker jih mi ne znamo smiselno v ta svet peljati in ga skozi njega voditi do nekega trenutka, ko bodo oni to počeli sami. V resnici je digitalizacija naših mladih še najbolj podobna spolni vzgoji, o kateri nihče noče nič zgoditi. Vse na koncu se vsi naučijo, kako se to dela. Edino vprašanje je, kak je tu z spolnimi boleznimi in kaj vse se je tu še drugega zraven zgodilo. Ne? Vse mi ne rabimo o tem ne govoriti doma, ne v šoli, nikjer. In enako se obnašamo s telefonom. Telefon je nekaj, kar bomo mi odložili za razred spolne vzgoje, ne, kjer bomo imeli neko digitalno vzgojo, ki jo bomo, ko bomo ocenili, da so oni čustveno dovolj odrasli, jih začeli šele v to upeljati. Če raziskave kažejo, kakšne so res negativne posledice prekomerne uporabe telefona, potem se o tej temi moramo pogovarjati in iskati. Absolutno. Ampak problem so starši, problem niso otroci. Otroke je treba zaščititi, otroke je treba opolnomočiti, da bodo lahko v tem svetu živeli. In mi bi se morali ukvarjati s vprašanjem, kako lahko mi njim pomagamo. S tem, ko bomo mi njim ta sadež delali prepovedan sadež, bo samo še bolj sladek. Mi nismo s tem naredili nič. Prej smo naredili pravzaprav verjetno še neko škodo zaradi tega, ker bodo še bolj uživali v tem. Vedno je bilo v zgodovini človeštva tako, da ko so starejši mislili, da bo nekaj kar tako mladim prepovedali, zato ker so mladi, ne zato ker je zadeva sama po sebi nevarna, niso naredili nič. In primerjati sodobno tehnologijo s tobakom, z drogami in tako naprej, je napačno in nas kot družbo pelje v napačno smer. Pol se znanstveniki, nevrologi, slike možganov, pol se motijo. Pa se motijo vsi. Napredujejo danes bolj ali manj tehnološko razvite družbe? Pa se ni vse samo. Kaj pomeni napredovanje? A veste, koliko v Južni Koreji kratkovidnosti otrok? Tega ni bilo mi smo lahko tako zelo... Koliko je samomorov? Mi smo lahko zeleni, prijazni, vsi se držimo za rokce, ampak druga civilizacija, ki bo od nas tehnološko bolj razvita, nas bo povozila, tako kot je vedno v zgodovini človeštva. Še enkrat, moramo ločiti zasvojenost, težave za zaslone in tehnološko pismenost. Kaj bi vi odgovorili, zakaj ljudje v Silicijevi dolini in ti direktori... To so anekdotične zgodbe. Ne, niso. To imate kup ljudi, ki so to javno povedali. Ja, in med najbolj citiranim je Steve Jobs. Preberite si kdaj njegovo biografijo in njegov odnos do njegovih otrok. Njega ne bi jemal za zgled. Nobenem primeru. Bom sam vseeno postavil vprašanje, kaj pa torej družba lahko naredi, da se znebi posledic zasvojenosti s telefoni? Najprej se mora soočiti s tem, da živimo v digitalni dobi. To je predpogoj, ker ko se je družba v nekem trenutku, tudi v Halozah, ozavestila, kako nevaren je alkohol pri otrocih, so jim nehali delati šmarnico v glavnem. Oziroma je to postalo družbeno nesprejemljivo. Ampak zato moramo do tega priti, da se soočimo sploh s tem. Enako moramo se mi soočiti, da živimo v družbi zelo hitrih tehnoloških sprememb. Mi smo na prelomu iz 20. v 21. stoletje doživeli tektonski premik, ki ga je mogoče edino primerjati, bodisi z izumom premičnega tiska ali pa celo z izumom pisave. Skratka, svet
danes in včeraj ni več enak. In ljudje, kot moja dva mala pravita, iz 20. stoletja, kar sem jaz, last century person, in njimi obstaja zelo velika razlika. Mi imamo problem razumeti, kaj se z njimi dogaja in kako razumeti njihov razvoj. Popolnoma se strinjam. Vsak otrok, ko raste, potrebuje določene omejitve, ne samo na področju tehnologije. Ampak mi, če ne bomo sposobni z njimi sodelovati, mi, če ne bomo sposobni osmisliti zdravega načina rabe nove tehnologije, bo pač, če ne bo funkcionalno, bo pa disfunkcionalno. In s tem, ko mi razmišljamo o tem, da bomo svojim prepovedovanjem pomagali preseči ali odpraviti ali pozdraviti digitalno zasvojenost oziroma zasvojenost z zasloni, če vas to posebej skrbi, temu enostavno ne bo tako. Zaradi tega, ker vsi odrasli to tehnologijo non-stop uporabljamo in otroci z nami rastejo in nas vidijo. Jaz vam predlagam, da začnite prej gibanje o prepovedi rabe mobilne telefonije v Sloveniji po 5. uri. To je približno enaka vrsta ukrepa. Ne, mi se moramo naučiti s tem živeti in mi moramo pomagati otrokom in mladostnikom s tem te naprave smiselno uporabljati za svoje življenje. Se strinjamo, da vzgoja pomeni postavljati mejo? Absolutno. Enkrat, tisočkrat milijon. Kaj je tukaj drugega kot to? Mi postavljamo neke meje. Ne. Izhodišče pogovora je bil predlog zakonske regulacije rabe mobilnih telefonov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ki ga je treba imati zelo globalno in zelo široko in na širokem konsenzu in na nacionalnem nivoju, da se govori o teh stvarih. Vzgoja je jasna, postavljen meje, 1000 milijonkrat, ponavljam eno in isto, sem že sama sebi dosadna. Vzgoja ni stvar države. Seveda ne, zdaj se pa tlele pogovarjamo na tem širšem nivoju. Vi pa predlagate zakon. To je ena drobtina tlele noter, ki gre v ta konsens. Jaz ne morem biti bolj prva v vrsti, da smo starši absolutno alfa in omega pri tem, da smo odgovorni za to stvar. Mi smo ga kupili in mi otroka zastrupljamo. To je dejstvo. V tem ni vprašanje. To je ena stvar, mi bomo z zakonom težko prišli v vsako družinsko celico, da pa pridemo z neko uredbo, ki generalno velja za otroka v Spodnji Kunguti in za otroka, ne vem, kje je v Rogaški Slatini, enak sistem v izobraževalni enoti, potem je pa to ena preprosto poštena stvar. Sam to. Ampak verjemite mi, polnoletnih mladostnikov ne boste uspeli tako enostavno regulirati. Seveda ne, in tudi ni cilj. Vse se to treba osveščati in opolnomočiti od vrtca naprej. Mi ne moremo vzeti 18-letnika, ima vedenjske težave, trava, stiske in tako naprej. On je nekako do sem prišel. Ko 16-letnik udari svojo mamo, ko 9-letnik mu vzame oče PlayStation, to je realnost, in otrok vzame ključ in gre do avta, pa reče, ati, daj mi nazaj PlayStation, drugače ti mu porisal avto. In oče reče, da mu ni dal in ta mali je šel okrog in mu porisal avto. To je pa nekaj drugega. Torej, mi ne moremo govoriti o kurativi, mi govorimo, če tako rečem, o preventivi. Torej, smo spet v vlogi, da pomagamo otroku. Koliko časa se ukvarjate s težavami otrok in staršev posledično zaradi prekomerne uporabe telefonov? 15-18 let. Torej, jaz govorim iz enega vidika kot znanstvenik, kot strokovnjak in tisti, ki dela operativno, torej z starši, učitelji, pedagoškimi delavci. V življenju sem delal za okrog 5 do 6 tisočimi otroci, tisočimi starši in tako naprej. Torej, na podlagi tega govorim. A se vam zdi, da smo v vseh teh letih, ko smo se začeli seveda bolj pogovarjati in tudi bolj zavedati posledic, kot družba karkoli naredili v boljšo pravo smer? Ne. Teoretično, ja, praktično ne. Jaz, ko imam te predavanje, seminarje po šolah, starši ne vedo. Kar je logično, vsak je strokovnjak svojega področja, starši ne vedo, da to tako škodi, da to tako vpliva na njihovo samopodobo, samozavest, samospoštovanje. Ti si samopodobo, samozavest moraš graditi preko stvari, preko življenja, preko odnosov. Danes so mladi sociofobni, več časa kot preživijo na zaslonih, bolj se čutijo osamljene. Pa rečejo, ja, pol bo pa izločen. Ne, ravno obratno. Več časa je na telefonu, raziskave kažejo, bolj anksiozen, bolj agresiven, bolj se boji realne družbe. Da ne govorimo o impotenci in tako naprej, že pri najstnikih. Ko sem gledal ta screen time, dejansko narašča. Gospod Verčič pravi, ne država, družba je tista, ki mora to narediti. Kaj pa je torej korak, ki ga lahko naredimo po vseh teh letih, ko to spremljate in ko se s tem ukvarjate
pa tega nismo naredili? Družba, kdo je to? To sem jaz. Torej, moralna dolžnost je, da družba odreagira in mladim pomaga. Zato ne vidim čarovne palice, tudi ne trdim, to naredimo pa vse drugače. Ne, družina, šola in vzgojno-izobraževalni sistem, torej vsi skupaj smo v skupni nalogi. Skupna naloga je mladim omogočiti zdrav, celoviti razvoj. Zakaj podpiram to uredbo, predpis? Že vrsto let o tem govorim, zato ker ne more vsaka šola, vsak ravnatelj biti svojega boja, ker se vedno najde ena mama, eno oče ali pa dva, vi nimate pravice vzeti mojemu sinu iPhona, jaz sem delala za to, jaz sem kupila, ne. Če pa imate vi sistemsko urejeno, pa je to. Je pa tudi eno moralno sporočilo družbi, stroki in tudi ojača očeta mamo potem v domačem okolju. To je podobno, veste, kot da bi govorili o problematiki prezgodnje spolnosti. Ko punce zanosijo pri 14, 15, 16 letih, pol bi se pa mi dobili pa rekli, dajmo to rešiti tako, da postavimo kondomate v srednje šole. In je rešeno. Ne gre tako enostavno. Jaz mislim, da enostavno na koncu je pogovor prišel, kot da so stvari črne ali bele, kot da obstaja on in off gumb za te zadeve. Skratka, vidva zveni tako, da je treba otrokom pobrati mobilne telefone, jaz pa kot da bi jim rad, da jih neomejeno uporabljajo. Ne, jaz mislim, da je tako, kot je vedno v življenju, prava pot nekje na sredini, da je potrebno uporabljati enostavno realno življenje takšno, kot je, ljudje, otroci tudi živimo v digitalnih okoljih in je pri tem potrebno se naučiti digitalno tehnologijo in vse, kar prihaja s pravo mero in po pameti. In zdaj, edina dilema, ki jo imamo tukaj, ali je za to potreben zakon ali ne. Jaz mislim, da zakon ne bo nič dobrega prinesel, imamo preveč zakonov v tej državi, vsakič, ko smo kak nov zakon sprejeli, da smo kaj takega hoteli spraviti red, smo naredili še večji nered in tu se bojim, da se bo zgodilo isto. Tako da jaz sem za vzgojo, jaz sem absolutno za meje, jaz sem za to, da je potrebno otrokom pomagati in jaz mislim, da stigmatizacija digitalnih tehnologij prinaša težave, ne pa jih odnaša. Ne verjamem pa, da je možno iti na črno ali belo samo. Skratka, vedno se bomo našli v različnih barvah na sredini. Vse temu so namenjeni podcasti, da slišimo stvari, da niso črno-bele. Lara, za konec morda še to. Vi boste seveda zdaj s to uredbo, zakonom, karkoli pa že bo, nadaljevali vse do ministra. Minister je prisluhnil v tem predlogom. Ali bo morda vendarle na drugi strani še, to pa tudi mene osebno zanima, ta predlog, da se začnemo o tej stvari pogovarjati, tudi da bi opolnomočili otroke v osnovni šoli, kar se tiče digitalizacije, umetne inteligence, ki pravzaprav res trka, ne da učitelj potem reče, saj nisem sploh sledil samo, kar je napisal. Skratka, da tudi učitelji dobijo neko podporo, da tudi njih naučimo in da tudi otroci dobijo neko pogled v to, kaj se dogaja onkraj Atlantika, ne samo Snapchat in pa Instagram in tako naprej. Se pravi, hkrati prepoved telefonov na eni strani, če prav razumem, na drugi strani pa vendarle, da vedo, kaj se dogaja v tej moderni dobi. Tako je, valjda, absolutno nujno izobraževanje, to tudi ve, tudi na ministrstvu se o tem veliko pogovarja. Njihova ideja sicer je, da bi ta zadeva šla v različne predmete, 10 minut tam, 15 minut tam, pol ure tam, čez 2 meseca še tam, pa da vse pore vse usede noter, ker se zavedajo, da ni te praktičnega znanja. Čudovito Snapchat in Instagram obvladajo, ampak nimajo pa tistega, da bi, ne vem, na banki. Ampak tiste krajši del in ga bomo enostavno rešili. Varnost, zelo pomembna, kako to, ampak to se tudi že učijo, tudi imajo določene stvari, kjer uspejo to spoznati, kako ti zaščitiš vse te stvari, kako ne vstopa Instagram v tebe in vse te zadeve. Tako da mi bi jih morali učiti že programirati. Tako, v osnovni šoli. To je računalništvo čisto tako. To, da Pythona recimo ne vladajo danes, tako. Je strašno. Ampak pred programiranjem bi šla še 10 korakov nazaj, domišljijo, pustimo otroka, dajmo, kje je mati, stik z očmi, to so ključne zadeve. In na razgovorih na ministrstvu bomo sigurno tudi te stvari upeljali, to brez nadaljnega. Bolj je pomembna ta, da se zdaj to res široko pogovarjamo na visoki ravni in da če ima starš za sabo tudi državo v tem, čeprav je sam država, je to drugače, ko rečeš, glej, znanstveno je dokazano, vemo, kaj kažejo vse možne te raziskave, vse slike možganov, dajmo to vzeti za res. Tle je največji klicaj, dajmo to vzeti za res. Hvala lepa vsem trem za obisk v studiu. Sam Altman je dejal, da kmalu ne bo več treba znati programirati, ker bo to naredila umetna inteligenca.
Hvala vsem. Hvala. No, toliko verjamem, da ste slišali zdaj, da stvari vendarle res niso črno-bele, ampak to, da pa so naši otroci preveč na telefonih, to pa je dejstvo in zato vi kot starši poskrbite, da boste znali ta njihov čas zapolniti s čim, kar šteje morda več. En lep pozdrav, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.